Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Lepo videti veliko število novinarjev, tako da v bistvu hokej še ni pozabljen totalno. Ampak da kar pridemo k dejstvu, ja, večji del reprezentantov se nam je pridružilo v zadnjih 14 dneh, številka se je večala iz dneva v dan. Danes smo pridružili še 4 igralce iz U20 reprezentance, ki bodo z nami najverjetneje potovali tudi na Madžarsko na prvo pripravljalno tekmo. Tako da imamo sedaj 4 kompletne napade, tako da lahko začnemo normalno s treningi, kot morajo biti. Tako da, kot večinoma veste, kar se tiče same sestave reprezentance, da je bilo nekaj odpovedi zaradi poškodb. Jan Urbas, Žiga Jeglič, sedaj nazadnje tudi Jan Muršak odpovedal nastop na svetovnem prvenstvu in pa Žiga Pavlin. To so vsi igralci, ki so poškodovani. Gre za to, kaj resne poškodbe, tako da me bolj skrbi za njih, kot pa za sestavo reprezentance, tako da pač tako je. Vedno se bo dogajalo, da bodo igralci manjkali oziroma da bodo reprezentančne nastope odpovedovali, tako da delamo s tistimi, ki so tukaj, vsi so zagnani in pa plih tako kot jaz, cel strokovni štab verjame v njih in da bo svetovno prvenstvo potekalo po naših željah. Dobro, hvala. Vprašanja? Seveda. Zdajle prvič Jan Muršak, si ga omenil kot ne, zakaj? Pri Janu gre pač za splet večjih okoliščin, ki se dogajale ne samo v tej sezoni, ampak bom rekel v zadnjih parih sezon. Ubada se z nekaj poškodbami, ki dejansko nikoli niso bile 100% pozdravljene, ampak gre za več manjših poškodb in pa seveda, kar se je dogodilo tokom novembra pri njemu osebno, tako da pač dejal sem že novembra, da treba je pričakovati, da počasi bo ta jedro reprezentance počasi odstopalo in pa seveda prepuščalo mesta mlajšim, tako da je treba čim prej in pa seveda letos smo že začeli novembra jih čim prej uvajati na ta reprezentančni nivo, ki je nekoliko na višjem nivoju, kot neka večina igra v svojih klubih. V tem trenutku Olimpija Jesenice še igralcev ni, imaš mogoče nam lahko izdaš, na koga od njih računaš tukaj, če na koga? Ja, nedvomno računam z Jesenic, so 3 zelo resni kandidati, Kalan, Čimžar in pa David Rodman. Jaz se že zdaj naprej opravičujem, če bom slučajen koga pozabil, ampak trenutno se ukvarjam z igralci, ki so na voljo. In pa z Ljubljane so še Zajc, Koblar, Luka Vidmar, Kranjc, Mušič se je prav tako odpovedal reprezentančnih nastopov, tako da to so tisti, ki so kandidati za reprezentanco. Kako je pa z Janom Drozgom? On je zdaj odigral zadnjo tekmo, prejšnjo tole noč. Je opcija, da tudi pride? Je, seveda, opcija je. Z njim sem govoril, bila so v kontaktu, tako da zagotovil mi je, da takoj po zadnji tekmi on lahko odide nazaj v domovino, tako da jaz upam, da se nam čim prej pridruži. Koliko lažje zjutraj vstaneš, ker veš, da bo Anže Kopitar? Mislim, normalno, vsak trener je vzhičen, ko zasliši, da v ekipo dobi takega igralca, kot je on, ampak zavedati se je treba, da je to ekipen šport, da mi potrebujemo 20 igralcev, ki bodo v danem trenutku vsi dali tisto od sebe, kar se od njih pričakuje. Seveda Anže je samo kapljica tista, ki lahko potegne voz na našo stran z izkušnjami in pa seveda kvaliteto, ki jo ima. Nekaj vemo natančneje, kdaj pride? Prileti v Slovenijo 18. reprezentanci se pridruži 20. potem. Bo igral 2 tekmi, naslednji teden?
Najverjetneje bo. Želim si, da bi vsaj zadnjo, če ne obe dve tekmi odigrali z reprezentanco, ki bo potovala potem naprej v Astano. Nur-Sultan. V Budimpešti bojo polčasni prav zastopali igralci, tisti, ki so se zdaj nazadnje priključili na Rok Tičar, Keno Grajenšek. Keno Grajenšek ne, Rok Tičar bo upravil nekaj terapij za prepono, naj ne bi šlo za nič hujšega, ampak bomo bolj previdne narave, kajti zavedamo se, da pri preponi imam tudi sam izkušnje s tem, da enostavno nikoli nisi lahko 100%, da ne bi bilo do svetovnega prvenstva karkoli resnega. Gašpar Krošelj pozdravil. Ja, Gašpar se je pridružil danes, ja. Mađari že 3 tekme imajo za sabo, Belorusi 2. Ja. Spremljate? Ja, spremljam, kar lahko spremljam. Mislim, kar se tiče same Madžarske, prav velikih skrivnosti ni. Mislim, spremljal sem Ligo Ebel, dosti igralcev prihaja iz Sekešvehervarja, nekaj jih bo iz ekip, ki igrata v Slovaški ligi, Maca, Budapesta in pa sem že pozabil, ko je Udžiga klub. Tako da nekako vemo, kakšen sistem igre igrajo, tako da v bistvu Beloruse smo igrali, bom rekel, bolj v Minsku z reprezentanco, ki je imela veliko večino reprezentantov, tako da mislim, z današnjim internetom prav velikih skrivnosti ni. Mislim, da vse tekme se nekako pokažejo slej ko prej na internetu, tako da bomo s tokom z današnjim dnem začeli gledati tudi na to, da pripravimo vas video material naših nasprotnikov. Mušič je rekel ne, Robar je rekel ne. Robar je zaključil kariero v bistvu, no, da v bistvu ne bo sploh več igral, tako da za Robar je znano že nekaj časa v bistvu, da je že lansko sezono kolebal ali oziroma to sezono kolebal ali bi začel, tako da v bistvu je Zagreb prišlo kot naročeno, da še vidi ali ima voljo ali ne, tako da se je odločil, da je dost. Še kdo od te starejše garde? Zaenkrat ni noben, da bi rekel ne, tako, poleg Robarja in pa Mušiča. No. Kdo vse še ima zdravstvene težave, večje, manjše? Mislim, da na Bledu nima nobenih prav velikih težav, da bi bilo karkoli zaskrbljujoče. No. Mislim, da so zdravi vsi, trenirali so vsi, vse treninge smo dali skozi suhe in na ledu, tako da na Bledu ni nobenega več, da bi bil. Sestavljate še vedno kocke, pa da je še nekaj časa, ampak vsem. Anže Kopitar, kdo bo igral z njim? Kakšne so zamisli? Zamisli več. Mislim, dostikrat sem že dejal, da pač pripravljen moraš biti na vse različne scenarije, tako da več ali manj nekako okvirno imam v glavi že vse, kdo naj bi s kom igral. Zavedati se je treba, da pri Anžetu gre za tako velikega igralca, da je včasih kakšne, mogoče strah z njemu igrati, da ne bi bilo karkoli narobe, ampak se mi zdi, da kar se tega tiče, večjih težav ne bi smel biti. No. Datumsko, kdaj bo finaliziran? Mislim, da do 24. Ne, da moramo reprezentanco sfinalizirati. 7 bekov? 7 bekov, 13 napadalcev. Mislim, da ste te 2 tedna neuradnih priprav so fantje fizično, ste koliko taktično se že, kakšne so zamisli, ste imeli sestanke, ali zdaj to? V bistvu je bilo teh 14 dni, ni bilo preveč sestankov, bolj smo delali na individualnih vajah, v tem, na takih, ki jih lahko potem vklapljamo v koncept same igre, kaj ne bi delali tako v obrambi kot v napadu. Veliko smo delali napadalci posebej, beki posebej, tako da so vsa ta gibanja in pa seveda razumevanja, da en drugega nekoliko bolj spoznajo, da je potem lažje skozi priprave iti in pa seveda tekme igrati. Kakšen bo zdaj fokus v 2 tednih še zaključni? V zadnjih 2 tednih bomo bolj posvečali stvari detajlom, obrambne tretjine, napadalne tretjine, izhodov, seveda igri iz buljev,
nekaj set playov, da imamo, tako da in pa seveda uskladiti, da smo vsi na isti valovni, da vsi razmišljamo v isto smer in pa seveda, da fantje ne bodo mogoče prenasičeni do svetovnega prvenstva, tako da bi bili fizično najbolj, kar se da, najbolj pripravljeni in pa seveda mentalno sveži za odhod. Še kakšno vprašanje mogoče? Kaj bo v bistvu te poti na Madžarsko, ekipa še ne bo popolna? Kaj bo pa tudi nasprotnik tam? Ja, mislim, nam v bistvu je seveda preizkušati tudi, ker na koncu 4 mlade mislimo peljati sabo, tako da v bistvu tudi oni dobijo priložnost. Gre za 4 igralce, ki 2 sta že prestara za 20-tico, tako da v bistvu, ukolikor ne bodo v članski reprezentanci igrali, ne bodo v bistvu igrali samo na klubskem nivoju, tako da nekako jih vklapljati, začeti čim prej, že tudi mogoče na pripravah kakšnega več vzeti, da pridobivajo izkušnje, seveda iti pa, da vidimo v bistvu v tem trenutku teh igralcev, ki so tukaj, v kakšni formi smo. Koliko skrivati, če je to sploh še pravi izraz za ta čas, pravi, da se da vse videti? Ja, mislim, skrivati, koncept igre se vidi, ukolikor je trener tam, mislim, da vsak trener ima svoj koncept igre, tako da v bistvu gremo tja, da vidimo, kakšen koncept bodo imeli tudi Madžari in pa seveda nekako poizkušati, kakšne so opcije, da mogoče presenetimo na svetovnem prvenstvu s kakšnim detajlom več, ki ga mogoče v tem trenutku ne bi videli. Te peterke, ki bodo jutri oziroma v sredo, koliko so že tiste, ki se že... Mogoče bo ena peterka, en napad, da bo isti, kot naj bi bil potem za Italijo ali pa svetovno prvenstvo. Kdo pa so te 4? 3. Iz 20. Kapelj, Sršen, Jenko pa Tavčar. No, seveda, to je bilo vse po dogovoru, prosim, Predan je že od začetka, samega začetka z nami, ja, no, tudi v 20, no. Tako da, vse je bilo po dogovoru z Burnikom trenerjem, njihovim trenerjem, tako da v bistvu je on predlagal, kateri igralci naj bi bili najboljša opcija za nas. In pa seveda, da niso vpeti v pogon Jesenic pa Olimpije, no. Vse mogoče ti danes tekom dneva lahko en seznam tak, poskrbiš za pač, da bi poslal. A Stojanović je zraven? Stojanović, golmani trenutno so Stojanović, Gračnar in pa Krošelj. Pintarič se nam pridružuje v sredo, Rok Tičar pride jutri, tako da pa mislim, da je več ali manj to, kar je iz tujine. No, razen Anžeta, seveda. Torej, Tičar in Pintarič ne gresta? Pintarič skoraj sigurno ne, ker pride v sredo zjutraj, se nam pridružuje, Rok Tičar pa tudi ne bo, v sredo sigurno ne bo igral. Magovac je tudi zdajle... Je že z nami, je že danes zjutraj bil. Ja, je. Kako pa še to, Ja. Guličič od oktobra ni igral, Kuralt od januarja ni igral, kako je s temi fanti? Kuralt pa Guličič, v bistvu Kuralt je od samega začetka z nami, od takoj, ko so izpadli, se nam je pridružil. Prvi teden mogoče še nekoliko ni bil na 100%, ampak se mi zdi, da iz dneva v dan gre boljše, na boljš, tako da v bistvu dejansko v zadnjih, bom rekel, 5 treningov ni bilo več glavobolov zvečer, tako da smo na pravi poti, kar se tega tiče. Guličič normalno sledi, kar se tiče same fizike, mislim, da večjih težav nima, seveda let je vseeno tisto, ki mu mogoče manjka, ampak trenutno se mu, bom rekel, ne pozna, da bi bil dlje odsoten z ledenih ploskov. Še kakšno vprašanje mogoče? Jaz imam še eno, Dejan je še skozi tule, čeprav tule ne sedi. Ko pogledamo te variante zaključka državnega prvenstva in tekme na Bledu 25.
zelo možno je, da bo tisti dan tudi tekma Jesenice Olimpije. Kako boste to rešili, predvsem, da se ne bi obe dve tekmi pokrivali? To smo že, mislim, obe tekmi sta bili napovedani za 19. uro, no? Pa smo eno prestavili, ta drugo na 17. zdaj. Tako da... Kjera bo ob 17. 17. na Bledu Slovenija, Italija. Pa ob 19. Pa ob 20. pol pač finalna tekma, potencialna. Da, potencialno. Tako da to smo že predvideli. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če ne, tem najlepša hvala. Hvala.